Lepo pozdravljeni, dobrodošli v današnji oddaji Vse ob vsem z Iskro Konjević. Jaz sem Magdalena Konjević. Danes imamo v studiu zelo zanimivo gostjo, gospo, ki ve vse in še več o našem ljubu Francete Prešernu. Zdaj pa vabim na oder profesorico zastarele literature Resko Jinko Janša Glavar-Blajvar. Pozdravljeni. Dobar dan. Torej, gospa Reska, vi ste profesionalna penica Franceta Prešerna, kaj ne? Ja, samo, veste, temu se pravilno reče učiteljica slovenščine, ampak jaz nisem učiteljica slovenščine, ne. Jaz sem ekspert na področju Franceta Prešerna in zastarele literature. Aha, potem nam lahko poveste kaj o enem največjih slovenskih pesnikov? Ja, lahko, veste, samo Franci ni bil tako velik. Veste, nekateri zgodovinarji celo menijo, da je bil zelo nizke rasti. Naj povem takole, danes bi si kupoval obljubljen na otroškem oddelku. Zanimivo. Torej, kje pa se je rodil? Vrbi, če se ne motim. Ja, pravilno ste to povedala. Franci se je rodil 3. decembra leta 1800 v Vrbi v Premožni dolini. Veste, tudi jaz sem prelezla iz Vrbe na Koroškem. Ja, France Prešeren je bil zares znan tudi kot dr. Fig. Nam lahko to obrazložite? Ja, Franci, veste, on je bil doktor prava, kot dr. Fig pa je bil znan, ker je raznim pavžem delil suhe knjige. Zanimivo, zanimivo. Torej, kje pa se je šolal? Francija je najprej šolala njegova mamica, ki ga je naučila branja in pisanja, potem pa se je šolal v Ljubljani. Bil je odličen učenec in se je vpisal v zlato knjigo. Po študiju pa je postal doktor prava. Veste, ampak tudi če je bil dober učenec, on ni znal z denarjem, veste, vse zgubil. Kaj pa njegovi hobi? Kaj je poleg pisanja rad počel v prostem času? Ja, no, rad se je zadrževal v krčmi in se pogovarjal z njegovim prijateljem Matijo Čopom, pa tudi v Savi je kdaj rad čokotal. Kako to mislite? No, veste, v tistih časih niso hodili v Portorož na morje ali pa v kakšna druga letovišča. Oni so se v vročih poletnih dneh kopali kar v Savi in nažalost se je to tudi včasih kdaj usodno končalo, tako kot se je to priprtilo prijatelju Matiji Čopu. Zanimivo. Ampak, gospa Reska, nam lahko poveste, kaj je njegovih delih? Ja, Franci, veste, on je napisal Povodnega moža, poezije, Trojaško Zamundo, pa tudi Apel in čevljar, v katerem se krega s kritikom Jernejem Kopitarjem. Ojoj, pozabili smo najpomembnejšo temo. Kaj nam lahko poveste o Prešernovem ljubezenskem življenju? Ja, veste, Franci, on je imel zelo rad dekleta, kar se pa tiče žene in otrok, on je imel otroke z Ano Jelovšek. Čeprav je vedno imel rajši Prinčevo Julijo, kateri je tudi posvetil večino svojih delih. Torej še dobro, da ni bil srečen v življenju. Ja, to je res. Še dobro, da Franci ni bil srečen, ker potem bi bil nesrečen cel slovenski narod. Mislite? Jaz vem. Tudi Srne je rad pisal, veste. Ali niste prepričani, da so bile to gazele? Ne, jaz si dobro zapomnim. Srne je pisal. A ste res? Jaz sem tukaj profesorica, vi ste novinarka. Jaz vem, on je pisal Srne. Prav. Če vas smem za zadnje vprašanje, če nam lahko poveste kaj o vas. Kako to, da je naš veliki pesnik pustil tako močan vtis na vas, da ste mu posvetili vso kariero? Ja, veste, Francijeva poezija je tako dobra, da bi vsak človek moral posvetiti celo njegovo življenje prav njegovim delom. Spoštovana profesorica, najlepša hvala za vaš obisk v naši oddaji. Hvala za povabilo. Tako torej, dragi
gledalci, dragi gledalke, hvala za ogled moje oddaje Vse o vsem z Iskro Konjević. Upam, da ste se od današnje oddaje kaj novega naučili in kaj odnesli. Se vidimo naslednjič, pa lep preširno dan še naprej.